Pozdravljeni bodoči podjetniki. Moje ime je Zdenka in na gimnaziji Kranj poučujem izbirni predmet informatiko s poudarkom na podjetništvu. Z mano so še tretješolci Tara, Neja, Tim in Anej, ki mi bodo pomagali predstaviti predmet podjetništvo. Vas zanima, zakaj je Bill Gates tako uspešen in kako je uspelo gospodu Bezosu, ustanovitelju Amazona.com, ustvariti takšno bogastvo? Bi tudi vi radi imeli podjetje? Imate ideje za zaslužek? Torej, mogoče vas zanima, če je podjetništvo sploh namenjeno vam, saj mogoče mislite, da nimate nobene dobre ideje. Večino časa to ni problem, ampak se problem pojavi, ko to idejo poskušamo uresničiti. Pri pouku podjetništva vas bomo naučili, kako te ideje uresničiti in kako ustanoviti uspešno podjetje. Torej, dekleti, kaj delata? Igrava se igrica simulacije delovanja podjetja. Družabna igra prikazuje delovanje podjetja in nas na zabaven način poskuša naučiti, kako voditi podjetje, ter pa pomaga pri odločanju pomembnih poslovnih odločitev. Pomaga nam tudi pri razumevanju kroženja denarja v podjetju in pa kako izdelati izkaz uspeha. Tisti, ki je najbolj izviren pri tej igri, zmaga. Vendar pa pouk podjetništva ni le zabava in igra. Pri pouku se učimo podjetniškega razmišljanja in kreativnih idej ter timskega dela. Delo poteka v skupinah, zato lahko vsak pokaže svoje talente in se s tem pokaže v najboljši luči. Pri pouku podjetništva poleg znanja pridobivamo tudi vrsto kompetenc, za katere pričakujem, da mi bodo v prihodnosti pomagale pri vsakdanjem življenju. Pomagale naj bi mi pri izboljšanju samozavesti, motiviranosti in pa pri izbiri prihodnje poti za delo. Res je, pridobili pa boste tudi pomembne veščine, kot so ustvarjalnost, samoiniciativnost ter spretnosti javnega nastopanja. Te veščine so ene najpomembnejših dandanes na trgu dela. Torej, če te zanimajo podjetniške vode, imaš mogoče kakšno dobro poslovno idejo, se nam pridružiš pri pouku podjetništva, saj podjetniki se ustvarijo in ne rodijo.